Stanoval sem kar so me iz porodnišnice ljubljanske prinesli v Detalovi ulici številka 5 za Bežigradom. To je bila okolica, ki je bila, če se Plečnika dotaknem, vsaj z 4 Plečnikovimi deli nekje v relativni bližini. Eno je bilo Plečnikovo Navje, kjer sem se pol še kot mulc igral. Potem je bil Plečnikov štadion, kamor smo hodili pol tudi na tekme, od reda in tako naprej. Še prej, med drugo svetovno vojno, pa malo pol še tudi, je bila cerkev svetega Cirila in Metoda, zraven cerkev svetega Krištofa, ne? In pa Šišenska cerkev, ki je tudi od Plečnika. To je bil nekako ta, bi rekel, so bili eni mejniki, kjer smo si mi bežigrajski mulci gibali, s tem, da Šiška je bila že malo teren šiškarjev, ne. Ampak tle smo bili in takrat o samem Plečniku seveda nisem kaj dosti vedel. So bile pa stavbe zanimive, štadion, kako je bil tisti evharistični kongres, so pravili, ne. Tekme, igrišče še ni bilo travnato, se vse sorte gor dogajali. Na Navju, kot sem rekel, smo se igrali in pa redno smo hodili k maši v cerkev svetega Cirila in Metoda. Mi otroci smo imeli za igrače pač v glavnem vojni material. Naboje, krogle, rakete, raketne pištole, celo zanimivo, to se je dalo dobiti, drugega pa nikakor ne. Zdaj, sama vojna dogajanja, konkretno ta padec letala poštnega na knjižnico, se je po Ljubljani razširila vest, ne, da gori, in potem smo šli zgodaj popoldne, z mamo sva šla do mesta in potem gledati, kakor se je dal blizu prideti, ker tlele, ki je bila gospa Skalkira je, ne, je bila sicer malo pregrada, videl sem znane ljubljanske gasilce v tistih njihovih uniformah, pa Magirus Vestu so imeli, to je zelo znan avto, se mislim, da ga imajo še zdaj. Več je bilo na tej strani, ker so bili tudi gasilski avtomobili, skratka na tej strani proti Rimski cesti, proti Križankam, ne, tam je bilo več. No, tako da to smo videli, drugega pa ne. Nihče pa ni govoril takrat tisti dan še nič o tem, koliko je mrtvih. To je bila takrat sploh, čim so bile vojne osebe, je bila kar tabu tema. Se tudi po časopisih ni o tem nič kaj dosti pisali, ne. Je bil pa tisti čas zelo, bi rekel, pač vojna je bila, Ljubljana je za moje pojme še kar dobro odnesla, ker na živilske nakaznice se je pač dobilo, ker se je dobilo, enotna moka se je rekla, to se je pol malo presjalo za kakšno potičko, sem pa tja, ne, ali pa za rojsten dan, drugač pa ne. Še pod Italijo, ki je bila prej, no to moram še povedati, najprej so v Ljubljano prišli Italijani, so bili 2 leti pa pol, 12. To sem kasneje datum zvedel, 12. aprila leta 1941 so prišli, tisti par dni od začetka vojne, jaz se spomnim, kako je malo brenčal, nisem pa vedel, zakaj gre, ne. Cvetna nedelja je bila, jaz sem imel butarco, smo rekli, bomo šli, takrat se je še rekli k svetemu Krištofu, čeprav je bila že cerkev Cirila in Metoda, ampak se rekli, kamor ne gremo, ja, to je bilo meni zelo hudo in čuden, ne. No, pol je pa sestrična moja, ki je bila 10 let starejša, so pa že hodili na železniško postajo, kjer je folk začel, torej ljudje so začeli vljamljati v tovorne vagone, kjer je imela stara jugoslovanska vojska vse sorte. To je bil sladkor, moka, odeje, jajca in to so vlačili domov na vse mogoče konce. Skratka, začel se je tisti v paniki eno ropanje in to. Torej, ker je bilo pri nas lumpari, mi smo samo sadje rabutali, ne. Pa po tisti, ampak to se ne smatra, saj jaz ne ocenjujem to kot ropanje, ko je bila pa iz 8. na 9. junij 1945 na predvečer drugega kongresa AFŽ, tista huda eksplozija, no jih je bilo veliko, ne samo ena, in je bilo vse razrušeno, carinarnica, takratna betonska zgradba, popolnoma porušena, to imam jaz še dobre fotografije od tega. In med tistimi ruševinami je bilo pa še marsikaj, municija, vrečke s smodnikom, in to smo pa lahko stikali, stražarji se niti niso, se jih niti dosti ni bilo, se niso kaj dosti
In smo pa tisto nosili domov, kot rečeno, glavne naše igrače so bili naboji, pa smodnik, pa te stvari, ne. Začeli smo pa že brati, torej prej bila Slovenčeva knjižnica, Janez Jalen, Bobri, kriminalke, Žametne copate, Kitajčeva papiga in ne vem kaj še vse, Argonauti, Slovenčeva knjižnica, to imate verjetno vse v knjižnici. In pa bil je tudi vseh 20 knjig po 4 snopiče Karla Maja. Ta je bil pa takrat na Indeksu. In mama od našega sošolca, Gozel Božidarkota, mislim, da je bila celo nekje v sorodu z Jakcem, je delala vnuku. In je po eno knjigo je fant shecal in je tako za po 14 dni vzela ven in potem smo mi sošolci v roku 24 ur si jo mogel prebrati, ali pa pravzaprav, ker je bil turnus, ne, takrat si v soboto v šolo hodil, ni bilo nič prostih sobot. In si bil v soboto, recimo popoldne, v ponedeljek zjutraj smo že spet šolo, no ampak čez vikend, čez dobo, to je bilo krasno. To še danes vem, recimo imate gotovo še zdaj tako vezan Soboljar in Kozak v svetlo plavih kartonu, pol Bela reka, Žuti Vinetu in vse to. To smo vse prebrali v gorah Balkana Sužnji, vse knjige, ki so bile v Nuku, ampak takrat na Indeksu se jih ni smel ven dajati. Zanimiv, ne. Pa ja, bilo je nekaj kapitalističnega, divji zahod, ne, jaz ne vem. Taki časi so pač bili.